Pred odmorom pa sledi še eno zanimivo predavanje. Aleš Čakalič vam bo predstavil, kako je nastajal delni prevod katalogizacijskega standarda RDA v slovenščino. Standard RDA smo na Novostih v knjižničarstvu že predstavljali, prepričana pa sem, da ga bomo še tudi v bodoče. Je tako kot robotek na koncu prezentacije o umetni inteligenci, tudi RDA nas počasi in subtilno vabi k sebi. Aleš Čakalič je zaposlen v Narodni univerzitetni knjižnici, dela v Nacionalnem bibliografskem centru. Aleš, predajam ti besedo. Srečno. Hvala lepa za besedo. A se slišimo? Ne vidimo in slišimo, ja. Prezentacije pa še ne vidimo. Hvala. To je zdaj v redu? Super je. Slišimo, vidimo tebe, vidimo prezentacijo. Srečno. Odlično, hvala. Torej, predstavil vam bom potek nastajanja delnega prevoda katalogizacijskega standarda RDA v slovenski jezik. In sicer, katalogizacijski standard RDA, kar pomeni Resource Description and Access, je prvič izšel leta 2010, implementacija pa se je pričela leta 2013 v državah, ki so sodelovale pri njegovem nastanku. To so Združene države Amerike, Kanada in Združeno kraljestvo. Gre za standard, ki je prilagojen digitalni dobi, mednarodnemu okolju in medinstitucionalni interoperabilnosti, se pravi, da bi v njem sodelovali tudi arhivi, muzeji, digitalni repozitoriji in založništvo. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, se opravičujem, telefon. Ki je po 47. členu Slovenskega zakona o knjižničarstvu odgovorna za razvoj strokovnih osnov nacionalnega vzajemnega kataloga, je leta 2016 ustanovila strokovno skupino za razvoj katalogizacije, ki je sklenila, da naj se RDA uvede tudi v slovenski bibliografski prostor. Aleš, prosti? Ja. A lahko najbrž je treba dati reprezentacijo naprej že? Ne še. Ok, prosti. Imam prav napisano zdaj. Kar nadaljujem, v redu. Zdaj pa mi ta tipka ne prime. Z miško klikam na PowerPoint, pa bo šlo potem s puščico naprej. Tako je, super. Ok, super. Neka druga delovna skupina Narodne in univerzitetne knjižnice, in sicer delovna skupina za pripravo načrta implementacije bibliografskega standarda RDA v slovenski bibliografski prostor, pa je 29. decembra 2021 pripravila dokument Načrt implementacije standarda RDA, v katerem je kot eno od predvidenih aktivnosti potrebnih za implementacijo navedla delni prevod standarda RDA v slovenski jezik. Delni prevod standarda RDA je opredelila kot prevod RDA Reference za objavo v RDA Registry. RDA Reference vključuje vse elemente, to so entitete, atributi in relacije, s pripadajočimi opombami o obsegu oziroma scope notes, ter tudi vse vrednosti slovarskih izrazov. To so pa value vocabulary terms. In zdaj vam bi jaz tukaj še pojasnil, kaj točno je mišljeno z temi entitetami, atributi in relacijami. To pa se nanaša na model Library Reference Model od IFLE iz 2017, ki združuje in prenavlja bibliografske entitete iz svojih modelov predhodnikov na naslednji način. Entitete prve skupine predstavljajo rezultat intelektualnega in ali umetniškega truda in obsegajo delo, kar pomeni intelektualno ali umetniško vsebino stvaritve, potem izrazno obliko, to je kombinacija znakov, ki izraža intelektualno ali umetniško vsebino, potem pojavno obliko, to je množica nosilcev, ki vsebujejo izrazno obliko, in pa enoto, kot posamezni primerek pojavne oblike. Potem entitete druge skupine so agenti, ki so odgovorni za nastanek entitet prve skupine, to so pa osebe in kolektivni agenti. Kolektivni agenti se delijo še na rodbine in korporacije. Entitete tretje skupine pa predstavljajo teme entitet prve skupine. To so pa lahko nomen, to je povezava med entiteto in oznako zanjo, potem kraj kot določen obseg prostora in pa časovni razpon kot zamejen obseg časa.
In da bo lažje razumljivo, kaj so atributi in kaj relacije, lahko navedem še naslednje primere. Izrazna oblika ima lahko naslednje atribute: obseg, ciljno občinstvo, pravice uporabe, jezik, ključ, s tem je mišljen glasbeni ključ, način izvedbe ali pa recimo kartografsko merilo. Relacije pa so lahko med entitetami prve skupine, na primer izraža, predstavlja, je utelešena v, lahko so med primerki entitete delo, je predhodnik, ima dodatek, je inspiracija za. Potem pa recimo obstajajo še relacije odgovornosti. Je ustvaril, ima izdelovalca, je lastnik in še nekatere druge. No, potem pa, če gremo naprej. Vsak element in vsaka vrednost slovarskega izraza imata praviloma geslo oziroma oznako, to je label po angleško, in pa definicijo oziroma definition. Nekateri elementi pa imajo še alternativno oznako, alternative label ali pa več teh. Skupaj je elementov 4366, vrednosti slovarskih izrazov pa 660. Katalogizacijski standard RDA je v lasti imetnikov avtorskih pravic, in sicer so to American Library Association, Canadian Federation of Library Associations in pa britanski Chartered Institute of Library and Information Professionals. Po vzpostavitvi komunikacije in sodelovanja z imetniki avtorskih pravic se je začel proces nastajanja delnega prevoda. Naloga prevoda RDA Reference v slovenski jezik je pripadla Nacionalnemu bibliografskemu centru Narodne in univerzitetne knjižnice in znotraj njega meni kot bibliotekarju. Gesla in definicije elementov in vrednosti slovarskih izrazov sem prevajal v obdobju med julijem 2022 in januarjem 2023, in sicer sem to počel v Excelovi comma separated values datoteki v Microsoft Officeovem oblaku. Gre za prednastavljeno datoteko, v kateri se že nahaja angleški izvirnik RDA Reference, vanjo pa se sme vpisovati samo v stolpec 7, ki je namenjen prevodu v ciljni jezik. V Excelovi datoteki imajo vsako geslo, vsaka definicija, vsaka opomba o obsegu, vsaka alternativna oznaka svojo vrstico. In tako je vrstic v datoteki 18464, vendar pa je v dokumentu Presentation of the New Template, ki sem ga prejel v sklopu dokumentacije za pripravo prevoda, zapisano, da naj se pri prevajanju ne vključi zastarelih, neustreznih, torej deprecated elementov in pa vrednosti slovarskih izrazov, ki so kot taki označeni. Prav tako se ne prevaja elementov ali vrednosti slovarskih izrazov z oznako RDA Onyx Framework, ROF. Takih vrstic je skupno 315. Posledično, pravzaprav brez prevoda sem pustil tudi 67 vrstic, ki navajajo copyright za posamezne kategorije slovarskih vrednosti, in posledično je bilo vrstic za prevod v datoteki 18082. Prevod je potekal tako, da sem najprej prevajal gesla oziroma oznake v vrstnem redu, kot si sledijo v Excelovi datoteki, potem pa še definicije, pri katerih pa nisem več sledil vrstnemu redu v datoteki, ampak sem prehajal od enostavnejših k zapletenejšim definicijam. Shranjevanje opravljenega dela v Excelovi datoteki pa je v Microsoft Officeovem oblaku potekalo samodejno in sproti. Pri prevajanju je šlo za tehničen prevod, ki naj kar se da zvesto sledi izvirniku, zato nisem eksperimentiral z jezikovnimi inovacijami. Še najbolj pride tehničnost prevoda do izraza pri zelo številnih prilastkovih odvisnikih, ki jih v angleščini uvajajo različni vezniki, na primer that, which, who. V slovenščino pa se vsi ti prevedejo skoraj v vseh primerih z veznikom ki. In v posameznih poslovenjenih definicijah elementov ali vrednosti slovarskih izrazov se lahko veznik ki pojavi tudi po trikrat, kar ustvarja nekakšno monotonijo. Ker pa nemški in francoski prevod RDA Reference, ki sem ju jemal za zgled, prilасtkove odvisnike iz izvirnika ohranjata, sem tej praksi sledil tudi sam. Potem alternativnih oznak nisem prevajal dobesedno, ampak sem iskal smiselne alternativne prevajalske rešitve v slovenskem jeziku. Glede temeljne bibliotekarske terminologije sem sledil utečenemu strokovnemu izrazju, kot se uporablja v Nacionalni knjižnici in pa na oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Torej, expression kot izrazna oblika, manifestation kot pojavna oblika, vocabulary encoding scheme kot shema za kodiranje besedišča, string encoding scheme kot shema za kodiranje sintakse. Potem sem pri iskanju prevajalskih rešitev uporabljal predvsem slovar slovenskega knjižnega jezika, številne področne terminološke slovarje in angleško-slovenske slovarje, mestoma pa sem pri terminologiji upošteval tudi aktualne jezikovne trende. Tako sem za graphic novel denimo uporabil slovensko ustreznico risoroman, saj se slednji neologizem v slovenskem kulturnem prostoru pospešeno uveljavlja. Pri izjemno pogostem izrazu related, relates, se mi je kot najustreznejša rešitev ponudilo poslovenjanje povezan, poveže. Za razjasnitev pomenov posameznih pojmov sem v namen kakovostnejšega prevoda upravil tudi veliko število iskalnih poizvedb v spletnih iskalnikih. Potem imam tukaj naštetih nekaj virov, ki sem jih uporabljal torej pri izdelavi prevoda, angleško-slovenski slovar, bibliotekarske terminologije, bibliotekarski terminološki slovar, potem Franovi slovarji, Merriam-Webster Dictionary, Ponsov spletni slovar slovenščina-angleščina, potem pravni terminološki slovar ZRC SAZU, potem ISBD seveda združena izdaja, pa članki iz knjižnice, zelo pomembna je tale Chris Oliver Introducing RDA, članek dr. Marije Petek o RDA, RDA Registry in RDA Toolkit, pa tudi članek dr. Maje Žumer o modelu IFLA-LRM. Ko sem prevod oddal, je bil predan v terminološko redakcijo delovni skupini v sestavi vodja dr. Mojca Rupar Korošec iz NUK, potem članice dr. Alenka Bagarič iz NUK, magistra Branka Badovinac iz IZUM-a in pa dr. Maja Žumer z oddelka za bibliotekarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V Excelovi datoteki je mogoče razmeroma enostavno s funkcijo najdi in zamenjaj hkrati za vse enake primere nadomestiti prevajalsko rešitev, s katero nismo več zadovoljni z boljšo. Ob delnem prevodu katalogizacijskega standarda RDA v slovenščino in ob terminološki redakciji prevoda pa bodo za implementacijo standarda v slovenski bibliografski prostor potrebni še izdelava aplikacijskega profila, potem priprava posodobljenih katalogizacijskih pravil, navodil in smernic uporabe in pa seznanjanje, usmerjanje in usposabljanje katalogizatorjev. In pa še zadnji slajd. V sklopu izdelave pisne naloge za bibliotekarski izpit sem spomladi letos v Narodni univerzitetni knjižnici opravil raziskavo, ki je pokazala, da se 71% v raziskavo zajetih katalogizatorjev Slovenske nacionalne knjižnice skorajšnje implementacije RDA zelo pretežno ali pa zmerno veseli in jo dojema kot nujno ali potrebno posodobitev bibliografske prakse za današnje digitalno in mednarodno okolje. 19% anketiranih katalogizatorjev Slovenske nacionalne knjižnice se uvedbe RDA ne veseli, 10% pa jih o tem vprašanju nima izdelanega stališča. To bi bilo to. Hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala, Aleš. Čakamo, če bo prišlo kakšno vprašanje na to temo. Opravljeno je bilo zelo zahtevno delo, saj je prevod pomemben korak k implementaciji RDA v slovensko prakso. In pač predstavljeni termini so nekaj, kar bomo mogli usvojiti in vnesti tudi v naše terminološke slovarje, ki jih uporabljamo pri vsakodnevnem strokovnem izražanju. Če ni nobenega vprašanja, bi se najprej zahvalila referentom, ki ste se držali dogovorjenega časa za predstavitev. Seveda lahko tudi po samem dogodku se povežete s predavatelji in jim zastavite vprašanje, z njimi začnete diskusijo ali vzpostavite trajnejše sodelovanje. Držali se bomo začrtane časovnice, tako da je sedaj sledi odmor do 12.